Pozdravljeni v video pregledu dogajanja po svetu. Z menoj je Veso Stojanov, urednik zunanje politične redakcije. Pozdravljen, Veso. Ja. Dogajanje po svetu v minulem tednu je najbolj zaznamovala kriza na Cipru. Banke se danes še zmeraj niso odprle. Zanima me, kako ocenjuješ, kaj to pomeni za človeka, za posameznika, za državljana v vsakdanjiku njegovem? Mislim, verjetno si lahko predstavljaš, kaj to pomeni, če ne moreš priti do denarja. Tako da verjetno je to res neprijetno, travmatično, boleče za marsikoga. Tako da še posebej po vseh teh letih, recimo, ko si bil navajen živeti v relativno ugodno na tako lepem otoku, kot je Cipar, z blago klimo, mediteransko, z recimo bančno industrijo, ki je bila predstavljala največji del BDP-ja tvoje države, in zdaj se ti naenkrat sesuje to kot hišica iz kart. Tako da ne vem, če si mi znamo, ki tega nismo doživeli, v bistvu če si znamo predstavljati, kaj to pomeni za navadnega človeka. Verjetno res travme in posledice bojo hude še kar lep čas. Najbolj neposreden vpliv je gotovo to, da sploh ne moreš do bankomata, do denarja. Mislim, lahko pač v nekih manjših zneskih. 200 evrov ali koliko je to. Če imaš pa že položnico malo večjega načina plačevanja, ne moreš izpeljati. Ja. No, tako da, če to predstavimo njihovo recimo danes, če se mi predstavimo ciprski torek, današnji ciprski torek kaj je dan, sreda? Torek. No, v Slovenijo predstavljaj si, kakšen kažin bi bil. Ja. Zdaj, to je ta najbolj kratkoročna posledica, ampak v bistvu Ciprčani se bojijo tudi izgube delovnih mest. Recimo, če so banke zaprte, če bojo mogli zaradi saniranja bank zapreti bančne podružnice, to so na Španiji so že izkusili, kaj to pomeni. Se pravi, se brezposelnost seli iz sektorja, kot je gradbeništvo, tudi v drugačne sektorje. Kako lahko ta začaran krog sploh prekinemo? A je to sploh možno? Na kratek rok ne mogoče, ker gre zdaj v bistvu v Cipru gre za sanacijo bančnega sistema. In ciprske banke, ki so pač veljale kot nekako, recimo, pralnice denarja oziroma zatočišče ruskega kapitala, ruskih oligarhov. Tudi kakšnega slovenskega? Tudi mogoče, recimo. So v preteklosti veliko posojale grškim bankam in zdaj seveda po zlomu Grkov so pač one se znašle na zelo tako majavih tleh in zdaj seveda in če vemo, da je zdaj z glave ne vem procenta, kolikšen del ciprskega GDP-ja je predstavljala finančna industrija, pravi bančništvo. Ampak zdi se mi, da če 60%, to ti lahko pove, za kakšen obseg gre in ko enkrat pade 60%, je to seveda totalen kolaps sistema lahko. In to je dolgoročno zlo. Posledice bojo čutili Ciprčani kar še lep čas, ker moraš vedeti, da pač samo od turizma, kakšne druge velike industrije na Cipru ni, da bi ti lahko nekako to kompenziral izgubo. Tako kot recimo, predstavljaš si pri nas, je gradbeništvo, ki je propadlo, pa ni predstavljalo, ne vem, mogoče predstavljalo 10 ali pa 15% GDP-ja slovenskega, pa vemo, kakšne posledice so v Sloveniji. Ampak ti si predstavljati bančništvo in finančna industrija, ki predstavlja več kot polovico GDP-ja, pa gre to zdaj nekako hudiču, kaj to predstavlja za eno državo. Kaj pa lahko naredijo državljani v končni fazi? Za Slovenijo je sicer bilo ravno kar zagotovljeno, da nismo še tam na poti Cipra, ampak kaj lahko pač kot posameznik, ki v bistvu nisi vpleten v neke makroekonomske, neke makropolitične zgodbe, narediš? Najbolj, da razmišljaš o selitvi, svet je globalna vas ali v zamenjavi poklica. Sploh je še kaj varno, da lahko pač vsak od nas preživi svojo družino?
Moram to kakšnega Nostradamusa vprašati. Težko ti odgovorim, to je res, ne vem, pač. Ljudje se pač znajdemo, eni pač tukaj v Sloveniji se boš pač mogel znajti, če ne boš imel kakšne priložnosti ali pa možnosti, da bi ne vem, šel kam ven, ker recimo mnogim, nama dvema kot družboslovcema recimo izobrazba ne pomaga kaj veliko, da bi se šla na recimo Avstralijo ali pa Novo Zelandijo ali pa kam, Kanado, ne? Ne, ampak recimo so ljudje, ne? Lahko se preučiva, recimo postaneva medicinski sestri. Ja. To je zaželjem. Recimo drugi ljudje s poklici, ki jih potrebujejo v svetu, pač vemo, da se mnogi iz Sloveniji pač odločajo, da prekinejo to pač negotovost, ki vlada v državi s tem, da se izselijo, ne? In teh je čedalje več, mladih še posebej, ne? Tako da vsak se mora znajti sam. Najlepša hvala.